Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci. Prosimo, preverite, ali ste izklopili prenosni telefon. Med predstavo se vzdržite branja in pisanja sporočil ter vsakršnega fotografiranja ali snemanja. Uživajte v prireditvi in dopustite to tudi drugim. Hvala. Gospe in gospodje, prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, spoštovani rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič, spoštovani gostitelj, dekan Ekonomske fakultete v Ljubljani, profesor dr. Tomaž Turk, spoštovani visoki gostje, profesorji, raziskovalci, študentje in strokovni sodelavci, dragi prijatelji Ekonomske fakultete. Razvoj, napredek in uspeh države in družbe v preteklih 80 letih vašega obstoja je dokaz vašega izjemnega, znanstvenega, ustvarjalnega in pedagoškega dela. In to je uspeh, ki je merljiv in izmerljiv. To je uspeh, ki je našo državo popeljal med najuspešnejše in najrazvitejše države sveta. 80 let ni le visoka in častitljiva obletnica, ampak je hkrati tudi dimenzija časa, v kateri se ideje preoblikujejo v znanje, znanje v odgovornost in odgovornost v vpliv, ki žanje želene rezultate. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila vseh teh 80 let več kot študijski prostor. Bila je prostor globokega razmisleka o mehanizmih delovanja družbe ter kako bi družba lahko delovala bolje. Delo in pomen Ekonomske fakultete nikoli nista bila obstranska. Ekonomska fakulteta je delovala in deluje v samem središču družbe, v gospodarstvu, v javnih politikah, v znanosti, v mednarodnem prostoru. Tam, kjer se odločitve ne merijo v besedah, ampak v dejanskih rezultatih. Zato je nocojšnja slovesnost poklon instituciji, ki je razumela, da področje poslovnih ved in ekonomije ni samo analiza številk, temveč predvsem razumevanje sveta, v katerem živimo in ga skupaj soustvarjamo. Razumevanje države o pomenu konceptov in odločitev ekonomskih subjektov je ključno za njen razvoj. Prav država je tista, ki ustvarja pogoje, v katerih lahko znanje, podjetnost in ustvarjalnost zares zaživijo. Zato nam veliko pomeni, da je nocoj z nami predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar.
Spoštovana gospa predsednica, vljudno vas vabim k besedi. En lep dober večer vsem skupaj. Spoštovani dekan Ekonomske fakultete, profesor dr. Tomaž Turk, spoštovani rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič, spoštovani minister za finance, spoštovani župan najlepšega mesta na svetu, spoštovane profesorice in spoštovani profesorji, drage študentke in dragi študenti, cenjeni visoki gostje, še enkrat lepo pozdravljeni. V veliko čast mi je, da sem danes z vami ob 80-letnici Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ustanove, ki je v 8 desetletjih postala eden ključnih stebrov znanja, odgovornosti in razvoja naše države. Ob tej priložnosti mi dovolite, da vodstvu, profesorskemu zboru in vsem zaposlenim najprej čestitam ob častitljivem jubileju in seveda izrazim globok poklon vašemu dosedanjemu delu in dosežkom, ki so z leti postali simbol trajne zavezanosti družbenemu napredku v Sloveniji in širše. Fakulteta je nastala v času povojne obnove, ko je bila vera v znanje izraz poguma in upanja za prihodnost. Od takrat do danes so se družbeni, politični in gospodarski sistemi večkrat temeljito spremenili. A eno je ostalo enako. Potreba po znanju, ki zna razumeti svet v vsej njegovi kompleksnosti in ki zna to razumevanje pretvoriti v odgovorno delovanje. Ni naključje, da se je Ekonomska fakulteta zelo zgodaj odločila za odpiranje v mednarodni prostor ter za povezovanje znanja in izmenjavo najboljših praks. Razumela je, da kakovost znanja ni v zaprtosti, temveč v dialogu, primerjavi in sodelovanju. To usmeritev je v desetletjih delovanja dosledno nadgrajevala z mednarodnimi partnerstvi, vključevanjem v svetovne akademske tokove in zavezanostjo najvišjim standardom kakovosti. Danes je ta pot potrjena tudi z izjemnim mednarodnim ugledom Ekonomske fakultete, ki jo kot eno vodilnih akademskih ustanov na področju ekonomije in poslovnih ved prepoznava ne le globalna strokovna javnost, temveč seveda ali pa predvsem, upam, tudi celotna Slovenija. Ob tem je pomembno poudariti, da Ekonomska fakulteta v vsej svoji zgodovini nikoli ni bila oddaljena od domačega okolja. Prav nasprotno. Ves čas je bila tesno povezana tako z gospodarskim, kot tudi s poslovnim okoljem, javnim sektorjem, podjetji in institucijami, ki vsakodnevno sprejemajo odločitve z daljnosežnimi posledicami. Prav v tem je njena posebna moč, da združuje ekonomske in poslovne vede, teorijo in prakso, analizo in odgovornost. Živimo v zelo negotovem svetu, ki se spoprijema z globalnimi krizami, tehnološkimi preobrati, geopolitičnimi napetostmi in čedalje večjo polarizacijo. V takem okolju so pogosti poenostavljeni odgovori na zapletena vprašanja in prav zato je vloga univerze in še posebej institucij, ki združujejo ekonomsko in poslovno znanje, danes pomembnejša kot kadarkoli prej. Ekonomske in poslovne vede niso le orodje za ustvarjanje rasti ali konkurenčnosti. So vede o odločitvah, razporejanju omejenih virov, ravnotežju med učinkovitostjo in pravičnostjo. So del javne infrastrukture demokratične družbe, saj omogočajo premišljeno javno razpravo, odgovorno oblikovanje politik in dolgoročno razmišljanje. Ampak, spoštovani in spoštovani, znanje pomeni tudi odgovornost. Večkrat sem že rekla to besedo danes. Diplomantke in diplomanti te fakultete pogosto prevzemajo položaje, na katerih imajo resnično moč. Zato je ključno, da znanje, ki ga pridobijo,
spremlja tudi zavedanje posledic odločitev za ljudi, skupnosti in prihodnje generacije. Današnji čas nas čedalje bolj sili k razmisleku, kaj sploh pomeni uspeh. Ali je to le gospodarska rast, ali so to tudi kakovost življenja, socialna varnost, dostopnost priložnosti, zaupanje in spoštovanje okolja. Prav akademska skupnost ima posebno odgovornost, da ta vprašanja ne le zastavlja, temveč tudi vztraja pri iskanju odgovorov, ki niso preprosti, a so nujni. Za majhno državo, kakršna je Slovenija, je znanje največja strateška prednost. Ne le znanje samo, temveč sposobnost povezovanja s svetom, gospodarstvom in družbo. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je v 80 letih dokazala, da to razume in da tudi to udejanja. Zato se ob tej pomembni obletnici zahvaljujem vsem generacijam profesorjev, raziskovalcev, sodelavcev in študentov, ki so oziroma ste soustvarjali njen ugled. Hkrati izražam zaupanje, da bo fakulteta tudi v prihodnje prostor odprtega dialoga, kritičnega mišljenja in odgovornega znanja. Naj bo to še naprej kraj, kjer se ne učimo le, kako deluje svet, temveč tudi, kako ga želimo soustvarjati. In ker imam ta privilegij, vam danes lahko v imenu Republike Slovenije rečem vse najboljše, draga Ekonomska fakulteta. Spoštovana predsednica, hvala za vaše misli. Vaša prisotnost in nagovor potrjujeta nekaj ključnega. Da znanje ni samo akademska vrednota, temveč temelj odgovorne države. Znanje, ki nastaja na Ekonomski fakulteti, ni oddaljeno od resničnosti, ampak je njen sestavni del. Utemeljeno kritičen, do obisti analitičen ter usmerjen v prihodnost. In v središču te skupnosti znanja je vodstvo, ki razume, da odličnost ni dosežek, temveč stalna naloga. In kdo bi bil za vsebinski nagovor danes branim, bolj poklican kot profesor dr. Tomaž Turk, dekan Ekonomske fakultete? Vabljeni k besedi. Spoštovana gospa predsednica Republike Slovenije, spoštovani podpredsednik vlade in minister za finance, spoštovani rektor Univerze v Ljubljani, spoštovana rektorica Univerze na Primorskem, spoštovani župan Mestne občine Ljubljana, vaše ekscelence, cenjeni dekani in kolegi iz regije, predstavniki gospodarstva, drage kolegice in kolegi, dragi študenti. 80 let je v življenju institucije dovolj dolgo obdobje, da se izkaže njen značaj. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je v tem času razvila jasno identiteto, intelektualno zahtevnost, analitično ostrino in trdno zavezanost družbeni odgovornosti. Leta 1946 je začela delovati kot gospodarska fakulteta s 348 študenti in enim samim redno zaposlenim profesorjem. Danes smo osrednja slovenska izobraževalno-raziskovalna institucija na področju ekonomije in poslovnih ved, ki deluje po najvišjih mednarodnih standardih z izjemno uvrstitvijo med 1% najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu, s programi, ki se na lestvici Financial Times uvrščajo ob bok najboljšim v Evropi. Danes naša fakulteta ne pomeni samo izobraževanja, pomeni transformacijo. Imamo 12 usmeritev v 2 dodiplomskih programih, 16 magistrskih programov in doktorski študij.
Vsako leto jih izberejo študenti iz vsega sveta, zato ni nenavadno, da na fakulteti govorimo več kot 60 jezikov, zanimanje za vpis pa večkratno presega razpisana mesta. Naši študentje lahko izberejo študij na več kot 200 partnerskih inštitucijah po celem svetu. Zaposljivost naših magistrskih diplomantov je blizu 90% v prvih mesecih po zaključku študija. Verjamem, da zato, ker študente učimo razmišljati, presojati in prevzemati odgovornost. Naša raziskovalna dejavnost je globalno vpeta in obsega širok nabor raziskovalnih aktivnosti. Trenutno delujemo v več kot 50 temeljnih, aplikativnih in ciljnih projektih ter drugih oblikah sodelovanja v mednarodnih interdisciplinarnih skupinah. Rezultate teh objavljamo v vodilnih mednarodnih revijah, sodelujemo v razpravah o trajnostnem razvoju, finančni stabilnosti, konkurenčnosti in upravljanju. Raziskave na ekonomski fakulteti niso namenjene zgolj akademskemu prestižu, so podlaga za premišljene odločitve v podjetjih, vladnih politikah in civilni družbi. Naše raziskave ne bi bile tako prodorne, če raziskovalnih vprašanj ne bi naslavljali skupaj z našimi deležniki. Zaradi bogatega sodelovanja s podjetji in drugimi organizacijami, panožnimi združenji, ministrstvi, ustanovami Evropske unije, nevladnimi organizacijami in sindikati je naše raziskovalno delo relevantno, saj izhaja iz prakse in realnih problemov. Ob tem smo v preteklih letih posebno pozornost posvetili bazičnim raziskavam, tudi tako, da smo ustanovili 3 raziskovalne laboratorije. Posebej smo ponosni na naše študente, na njihovo intelektualno radovednost, na njihovo pripravljenost prevzeti pobudo, na njihovo sposobnost povezovanja analitične natančnosti z razumevanjem realnih izzivov gospodarstva, države in družbe. Alumni ekonomske fakultete danes vodijo podjetja, banke, regulatorje, mednarodne organizacije. Njihova področja delovanja presegajo gospodarsko sfero, oblikujejo javne politike, krepijo civilno družbo in soustvarjajo strateške usmeritve države. In veliko nas je diplomantov ekonomske fakultete. Od začetka, od ustanovitve, pa do danes smo podelili 56.229 diplomskih listin. Ob tej priložnosti izražam iskreno spoštovanje vsem dosedanjim dekanom ekonomske fakultete. Vsak izmed njih je v svojem času sprejemal zahtevne odločitve, pogosto v okoliščinah, ki niso dopuščale preprostih rešitev. Nekateri med njimi ste danes z nami. Spoštovani dekani, v imenu vseh nas se vam najlepše zahvaljujem. Dovolite mi tudi, da ob tej priložnosti z žalostjo sporočim, da nas je v noči na petek zapustil nekdanji dekan ekonomske fakultete, zaslužni profesor Vekoslav Potočnik. S svojim delom je pomembno zaznamoval razvoj naše fakultete, zato se mu ob tem poklanjamo z iskrenim spoštovanjem in hvaležnostjo. Spoštovani dekanja in dekani, vaša vizija, pogum in odgovornost so omogočili, da je fakulteta danes mednarodno ugledna in samozavestna institucija. Brez vašega dela, brez predanosti, številnih profesorjev ter strokovnosti in pripadnosti vseh sodelavk in sodelavcev, današnja fakulteta ne bi bila mogoča. Hvala vam. A jubilej ni trenutek za samozadostnost. Izzivi, s katerimi se soočamo, od tehnoloških prebojev do omejenih naravnih virov, zahtevajo znanje, ki ga naša fakulteta razvija v mednarodnih projektih, v lastnih laboratorijih. Zato bo ekonomska fakulteta tudi v prihodnosti institucija, ki si upa misliti širše, delovati odgovorno in vplivati globalno. Ne zaradi velikosti, ne zaradi tradicije, ampak zato, ker imamo znanje in smo prepoznali svojo odgovornost.
Vsi danes prisotni ste vsak na svoj način del uspešne ekonomske fakultete in hvala vam, da boste tudi del njene prihodnosti. Hvala. Hvala, spoštovani dekan. Ekonomija je veda, ki je že v svojem bistvu multidisciplinarna. Za razumevanje gospodarskih procesov potrebuje širok nabor znanj, od družboslovja in prava do matematike, statistike in vedenjskih znanosti. Zato študij ekonomije in poslovnih ved naravno prepleta vsebine mnogih ved in odpira prostor celovitemu razumevanju družbe. Ekonomska fakulteta je danes mednarodno uveljavljena institucija in je pomemben in prepoznaven člen Univerze v Ljubljani. Univerza v Ljubljani že stoletja gradi prostor svobodne misli, akademske odličnosti in znanstvene odgovornosti. Spoštovani profesor dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, ob tem slovesnem trenutku vas vljudno vabim k besedi. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani minister, spoštovani župan, spoštovani dekan Ekonomske fakultete, spoštovana rektorica Univerze na Primorskem, spoštovani visoki gostje, kolegi in kolegice, sodelavke in sodelavci, dragi študentke in študenti. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na današnjem dogodku, ko praznujemo 80 let od začetka delovanja Ekonomske fakultete v Ljubljani. 80 let je dolga doba, v kateri se zamenjajo režimi, države, družbeni sistemi. A univerze, kot ene najbolj trdoživih ustanov, ostajamo na svojem mestu kot eden najpomembnejših družbenih dejavnikov. Tako se je tudi Ekonomska fakulteta v 80 letih razvila v moderno, mednarodno prepoznavno fakulteto, ki izobražuje vrhunske kadre, ki zasedajo najvišja mesta v gospodarstvu, politiki in marsikje drugje. Kot ena večjih članic Univerze v Ljubljani ima Ekonomska fakulteta posebno težo. Ne le po številu študentov in zaposlenih, temveč predvsem po vplivu, ki ga imate na celotno družbo. Saj vaš vpliv je ključen pri razvoju poslovno-ekonomskih ved, družboslovja, posledično pa seveda celotne družbe. Področja, ki jih že 80 let razvijate na fakulteti, neposredno oblikujejo načine, kako upravljamo podjetja, javne ustanove, finančne tokove in nenazadnje tudi trajnostne vire. S tem pa posledično močno vplivate na razvoj celotne države. Pri vašem delu je posebej pomembna interdisciplinarnost. Za razumevanje poslovnih procesov, pa tudi delovanja družbe, se mora vaše znanje povezovati z drugimi vedenji. Le tako lahko učinkovito vodimo in upravljamo različne družbene in gospodarske procese, od kulture, športa, delovanja javne uprave do zelo raznolikih gospodarskih panog. Ekonomska stroka mora zato poznati vse osnove delovanja zelo različnih strok. Temu posvečate na Ekonomski fakulteti veliko pozornosti, kar nedvomno gradi vašo kakovost in odličnost vaših diplomantk in diplomantov. Vaša kakovost dokazuje mednarodno uveljavljenost. Ste članica Univerze v Ljubljani z največ tujimi študenti ter kar 3 mednarodnimi akreditacijami. Z vključevanjem v številne mednarodne, nacionalne, evropske raziskovalne projekte, zaradi katerih se fakulteta uvršča med 1% najboljših fakultet poslovno-ekonomskih šol na svetu.
S tem pa pomembno prispevate k internacionalizaciji celotne univerze. Znanje in vpliv prinašata tudi odgovornost. Odgovornost do družbe, države in nenazadnje odgovornost do nas samih. Danes pogosto govorimo o akademski svobodi. Akademska svoboda ni absolutna svoboda. Je predvsem odgovornost, da družbi s svojim znanjem in delom vračamo to, kar družba v nas vlaga in kar družba od nas pričakuje. Zato moramo vsi skupaj nadaljevati z odličnim delom in skrbeti za to, da Univerza v Ljubljani in celotno slovensko akademsko okolje ostajamo sedež kritične misli, kritičnega pogleda na svet, a hkrati tudi sedež inovacij, v katerem ustvarjamo napredek družbe. V prihodnjih letih in desetletjih nas čakajo številni izzivi. Svet postaja vse bolj negotov, od gospodarstva, mednarodne povezanosti, migracij pa do podnebne krize. In pri reševanju vseh teh izzivov ima pomembno vlogo, seveda v sodelovanju z drugimi strokami, ekonomska stroka. V tem času je še posebej pomembno postavljati vprašanja, ki niso vedno udobna. A univerza mora ostati prostor kritične refleksije, prostor, kjer argument prevlada nad interesom in kjer dolgoročna perspektiva preseže kratkoročne koristi. To je še posebej pomembno danes v gospodarstvu. Če želimo ohraniti naš planet pred podnebnim uničenjem, moramo razviti in vzpostaviti nove paradigme delovanja. Paradigme, ki ne bodo temeljile le na nenehni gospodarski rasti, temveč bodo upoštevale omejenost virov in potrebo, da se dostopnost do teh virov omogoči vsem prebivalcem tega planeta. Vsi smo del ene človeške skupnosti in vsi si zaslužimo dostojno življenje, ne glede na to, v katerem delu sveta smo bili po naključju rojeni. Trdno sem prepričan, da imate na ekonomski fakulteti znanje, raziskovalno moč in mednarodne povezave, da pri teh nujnih spremembah odigrate ključno vlogo, da oblikujete nove modele trajnostnega poslovanja, nove pristope k upravljanju javnih politik, nove koncepte odgovornega ekonomskega sistema, ki bo skrbel za ljudi in svet okoli nas. Spoštovane in spoštovani, 80 let pomeni kontinuiteto, a hkrati pomeni tudi obvezo, da ostanemo pogumni v misli, odprti v svetu in odgovorni do družbe. Spoštovani, spoštovane, posebej še dragi bivša dekanja in bivši dekani, vsem vam iskreno čestitam v visokem jubileju in želim pogumno naprej v prihodnjih desetletjih. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše besede, spoštovani rektor. Zgodovina je stopnišče v prihodnost, ki se nekje začne in nikoli ne konča. Zato je zgodovina več kot učiteljica ali zbir letnic. Je proces učenja, dvomov, prelomov in napredka, v katerem mora znati vsaka institucija spremljati svoj razvoj in imeti ob tem dovolj distance, da razume, kako zelo se svet in ona sama neprestano spreminja. V trgovski dom na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, kjer domuje nova gospodarska fakulteta, vstopiš skozi mogočna vrata. Težka so. In prvo, ko jih odpreš, švate plane gost vonj po sveže zloščenem hrastovem parketu. Skromno razsvetljeni hodnik vodi v prostore na levi in na desni. Če iščete največjega, takega, ki spominja na prostor, kjer bi se lahko zbrala večja množica poslušalcev, ta je v prvem nadstropju. Tovariš Dragutin Gustinčič je naš edini nastavljeni profesor. Z njim so redno zaposleni asistent, lektor in 9 honorarnih učiteljev, med njimi kar 6 za tuje jezike
in jih je pionirsko delo razpravljati v kurikulumu, ki bo na novo ustanovljeni gospodarski fakulteti veljal naslednjih nekaj let. Od profesorjev, ki se nam pridružijo kasneje, moram na vsak način omeniti gospoda Vadnala. Za večino od nas, ki smo iz srednješolskih hramov išli revnejši v matematiki, je prav on, oprostite izrazu, problem številka 1. Ukaželjni prihajamo od vse posod. Da ne bi kdo pomislil, da so v tem zgodnjem obdobju študenti zgolj Ljubljančani. Tudi starostno smo zelo raznoliki. Od 20-letnih deklet do 30 in več let starih mož, med njimi nekateri že zasedajo vodstvene funkcije podjetij v rastoči socialistični državi. Prav nobena posebnost ni, če se na seznamu prvič upisanih na fakulteto, ki se leta 1950 preimenuje v ekonomsko, znajde tudi kak 60-letnik. Ampak med nami ni razlik. Vsi smo bruci in vsi smo redni študenti. Udeležujemo se plesnih sobotnih večerov ob živi glasbi, se veste, stara šola mojstra Jenka. Tudi glede tega smo nekaj posebnega in tudi zato nam zavidajo, da smo ekonomska fakulteta. 60. so zanimivo obdobje. Na videz sivo in brezračno, v resnici pa se prav v tem času zgodi največ. V začetku desetletja je uveden stopenski sistem izobraževanja, ki, tako kot veliko stvari naše ljube zgodovine, doživi svojih 5 let slave. Na fakulteti zaveje nov veter, saj so se nam že v sredini 50-ih pridružili ljudje, ki so poprej delovali v zveznih službah v Beogradu. Dobili smo nove profesorje s sjajnimi doktorati in širokim pogledom. Na Gregorčičevo 27 in tudi drugam so prinesli intelektualno širino, politične izkušnje, predvsem pa nove dimenzije predavanj. Profesor Ivan Lavrač je eden izmed njih, prava legenda. Literatura? Marksov Kapital je sicer še vedno obvezno čtivo, nič kaj sramižljivo pa posegamo tudi po Samuelsonu. Od Moskve vedno bolj pogledujemo proti Berkeleyju in Indiani. Mogoče zveni malce prevzetno, ampak 60. so predrzna in mladi pogledujemo v prihodnost. Vsaka slovesnost mora biti tudi vesela, ker sta veselje in ponos njena nujna sestavna dela. Zato vam s Klemnom z veseljem privoščiva Šegovo Menartovo pesem, ki je nastala ravno v času, ko se je rojevala vaša vizija, da je mogoče znanjem graditi bolj urejeno, bolj pravično in stabilno družbo. Ko še pleničke sem zlatil, lepo pri mamici sem pil in nisem se prav nič boril za ljubi kruhek. Ko drsal šolske sem klopi, spoznal sem, mnogo je ljudi in vsak peha se jim poti za ljubi kruhek. Ko trezno sem v življenje zrl, sem vse bolj redko z njim se sprl in marsikaj molče požrl za ljubi kruhek. Ko sem polagoma starel, za dom in ženo sem skrbel in mnogo lumparij počel za ljubi kruhek. Ko se mi je že zgrbil stas, mi trebuh visel je čez pas kot jasen in vabljiv oglas za ljubi kruhek. Na grob je vklesal kamnosek, ta, ki tu gnije, ni bil pek, a glej, preživel je svoj vek za ljubi kruhek. Pesem je nastala, ko je bilo upanja več kot kruha in je ekonomija postajala mnogo več kot po ljudskem umevanju, ki jo razume kot neskončno prizadevanje za ljubi kruhek. Toda kaj bi bilo brez upanja, ki se spremeni v voljo, znanje in moč? Le tako lahko z vero vase odplujemo v boljšo prihodnost. Poslušati noč in dan.
Vstopimo zdaj v obdobje razvoja ekonomske fakultete, ko so se začele prav zaradi vašega dela spreminjati družbene in gospodarske paradigme, ter se je začela zbujati zavest in želja po lastni poti. Odplujmo v desetletja poguma, novih idej in intelektualne radovednosti. Vpis rednih študentov v drugi polovici 60-ih dramatično poskoči. Ekonomskemu študiju se priključi tudi poslovni, povsod po Sloveniji rastejo centri za izredni študij. V 70-ta vstopamo z raziskovalnim centrom ekonomske fakultete in podiplomskim študijem poslovnih ved v angleškem jeziku, pri čemer nam pomagajo ameriški kolegi z Univerze v Bloomingtonu. Stavba na Gregorčičevi poka po šivih. Nobena prezidava in nadzidava ne pomaga. Predavanja imamo povsod, kjer ima Ljubljana velike predavalnice. Na elektrofakulteti, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje na Miklošičevi. Tudi v študentskem nomadskem življenju uživamo. Ulice so nas polne, pivnice ob poti pa tudi. Smo sredi revolucionarnih vrenj. Leta 1968 protestiramo proti vsemu. Zahtevamo akademsko svobodo, študentsko enakopravnost, neposredno demokracijo. Toda profesorica Mara Bešter, karizmatična profesorica socialne statistike, pozna drugačne metode. Nas v klopeh od onih na hodniku loči zgolj ključ v vratih, ki ga obrne, ko vstopi v predavalnico. Sicer pa vemo, da ni dobro ostati zunaj, ne na predavanjih in ne na izpitu. Kdor opravi statistiko, ima v žepu letnik. Temeljni kamen nove fakultete dobimo oktobra 1974, maketa pa se v tako zaželeni domicil končno pretvori leta 1976. Končno smo na svojem, za Bežigradom, toda daleč od študentskega duha centra Ljubljane. Oblasti očitno želijo ob novi stavbi navdahniti tudi njene stanovalce. Zahtevajo prenovo programov, kritizirajo fakulteto, ki naj ne bi bila zmožna graditi politične ekonomije socializma. Tudi fakulteta se preimenuje. Piše se februar 1977. Odslej smo ekonomska fakulteta Borisa Kidriča. Saj veste, na Kardeljevi ploščadi, malo iz centra, po Titovi. Toda fakulteta rase, vedno več nas je. 30 let po ustanovitvi je redno in izredno vpisanih skoraj 3500 študentov. Znanje deli 55 redno zaposlenih pedagogov in 18 zunanjih sodelavcev. Od leta 1978 imamo lastno založniško dejavnost. Leta 1979 pa dobimo tudi prvi knjižnični računalniški katalog. Sredi 80-ih vse bolj odkrito govorimo o tržnem gospodarstvu, podjetništvu in menedžmentu. Vse bolj diši po korenitih družbenih spremembah. Krasna 60. in 80. Revolucionarni duh, državljanski pogum, nova obzorja in vizije, a hkrati uživanje življenja v vsej njegovi polnosti. Čas, ko so se razpirala nova obzorja in ko se je ekonomija vse bolj uveljavljala kot veda, ki povezuje posameznika in družbo. Da, taki ste bili. Slutili še ne sluteno, videli še nevideno. In to z vso resnostjo in odgovornostjo. Ja, vam že ne bodo prodali mačka v žaklju, saj ste vendar študentke in študenti ekonomije, a ne? Ej, to pa to zmeraj nas uči, a pri tem tako kislo se drži. Če pa vesel in pogumen si, boš mladost živel daleč od skrbi. Življenje je blazno resna stvar, kaže ti ljudje, nam pa to ni mar. Vsak naj živi, kakor ve in zna, to ga izučil, tem je čar sveta. Saj včasih nismo danes, lani smo, ker ne vemo,
bi soljo, pa vendar naj nam ne zamerijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Prav smešni so, ko nam pravijo, saj življenje ni, kakor se vam zdi, očala naj sem nakupijo, morda skozi svet pameten bo spet, saj včasih res morda neslani smo, ker ne vemo, kaj bi soljo, pa vendar naj nam ne zamerijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Saj včasih res morda neslani smo, ker ne vemo, kaj bi soljo, pa vendar naj nam ne zamerijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Življenje gre svojo večno pot, polno je laži, polno raznih zmot, ker pa nekoč mladi so bili, naj nam dovoli, da sedaj smo mi. Saj včasih res morda neslani smo, ker ne vemo, kaj bi soljo, pa vendar naj nam ne zamerijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Saj včasih res morda neslani smo, ker ne vemo, kaj bi soljo, pa vendar naj nam ne zamerijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Ne sprejmemo. Konec 80-ih je vse drugače. Poslavljamo se od generacije profesorjev, ki so ekonomsko fakulteto pomagali uvrstiti na zemljevid uglednih visokošolskih institucij. Malo manj melanholično je slovo od ekonomskega sistema, s katerim sobivamo že 40 let. Marksistična politično-ekonomska izhodišča se umikajo iz naše fakultete. Leta 1991 v našem nazivu ni več imena revolucionarja Borisa Kidriča. Po novem in še enkrat več smo preprosto ekonomska fakulteta. Slovo je hkrati tudi že prvi korak novega začetka. Postajamo del globalne zgodbe. Spremenijo se študijski programi. Vse bolj se vključujemo v mednarodne projekte. Izmenjave profesorjev so bolj pogoste. Postajamo podobni tujim menedžerskim in ekonomskim fakultetam. Zaključi se prenova učilnic in gradnja novih predavalnic. To sta lila in plava dvorana, obe opremljeni z najsodobnejšo didaktično opremo. Prenova fakultete postane stalnica. Leta 1995 se vključimo v pilotni projekt razvoja izobraževanja na daljavo. Postanemo nacionalni koordinator. Naslednje leto sprejmemo nov izziv, izvajanje enoletnega študija MBA v New Delhiju. Ustanovimo mednarodno pisarno in leta 1999 imamo sklenjenih 6 mednarodnih pogodb z univerzami iz 4 držav. V tujino odide prvih 17 Erasmus študentov. V prvih evropskih povezovanjih nas jemljajo z veliko rezervo. Lahko rečem tudi podcenjevalno. No, v enem samem letu jim pokažemo, iz kakšnega testa smo. Naši zaključni evropski projekti so praviloma nadpovprečni in hkrati najboljša potrditev, da so študijske osnove, pridobljene na njim neznani ekonomski fakulteti v Ljubljani, odlične. Novo tisočletje začenjamo z novimi idejami in svežim poletom. Stopili smo v Evropsko unijo,
toda skušamo ohraniti našo identiteto. Slogan naše poletne šole Take the best from East and West pove vse. Tu smo in ponujamo nekaj, česar drugi nimajo. Wall Street Journal je Slovenijo septembra 1988 v obširnem članku označil kot republiko s težnjo po kapitalizmu in demokraciji, v kateri dohodek na glavo prebivalca presega španskega. Nezaposlenost pa je pod japonsko. Ko je zagotovljena ekonomska svoboda, lahko posameznik in družba razmišljata o vseh drugih bolj metafizičnih razsežnostih svobode. Slovensko gospodarstvo je bilo, tudi po zaslugi vas, ki ste ga strokovno in razvojno oblikovali, v Jugoslaviji merilo uspeha. In čeprav je z izjemnimi podjetji kljub omejitvam že stopalo v svet, je za njegov resnični razvoj potrebovalo prav ekonomsko svobodo. Ja, v prelomnih trenutkih naše zgodovine ste odlično opravili svojo nalogo. Vaše diplomantke in diplomanti so znali graditi nov svet. We are the champions.
Zgradba ekonomske fakultete ima več vhodov, ne samo enega. Že s tem daje vtis zračnosti in odprtosti. Pri nas domuje sloviti Konfucijev inštitut. Mednarodna pisarna postaja vse bolj pisana, med nami je vedno več tujih študentov. Prihajajo milenici. Pogosteje sprašujejo, zakaj kot kako. Ne ločujejo več med online in offline. Trajnost zanje ni poglavje v učbeniku, temveč zahteva. In prav imajo. Potem pride leto 2008. Finančna kriza nas ne zadene le v učbenikih. Svet postane realni laboratorij. Profesorji ne predavajo več le o ciklih. Razlagajo jih v živo. Ustanovimo Center poslovne odličnosti ekonomske fakultete. In tako pridemo do svetlega leta 2016. Na fakulteti je nenavadno živahno. Zaključuje se cela era. Stari univerzitetni programi se poslavljajo. Tisto leto nimamo običajnega zaključka študijskega cikla. Imamo maraton. Skoraj 4-krat več diplomantov kot sicer. 4-krat več zagovorov. 4-krat več stiskov rok. 4-krat več olajšanih izdihov pred komisijo. Prav v tem letu pridobimo še zadnjo od 3 najpomembnejših mednarodnih akreditacij. EQUIS, AACSB in AMBA so naše. Vstopimo med 1% najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu. Ekonomska fakulteta, ali z novim angleškim imenom School of Economics and Business, je potrjeno del globalnega akademskega prostora. Mednarodne izmenjave niso več egzotika, so pričakovanje. Projekti z gospodarstvom niso dodatek, so standard. Študent ni več pasivni poslušalec, je član projektne skupine, raziskovalec, podjetnik, udeleženec inkubatorjev in tekmovanj, rešuje primere iz prakse. In na to useka. Marec 2020. Pandemija. Vrata fakultete se zaprejo. V manj kot 2 tednih vsa predavanja, zagovore in razprave prestavimo v digitalno okolje. Vzpostavimo podporne centre za študente, javnost vsakodnevno obveščamo o gospodarskih posledicah zaprtja, o ukrepih ekonomske politike, o rešitvah in možnih scenarijih okrevanja. Fakulteta ne utihne. Nasprotno, postane še glasnejša. Ko se vrnemo v predavalnice, svet ni več isti. Govorimo o odpornosti ekonomskih sistemov, kompleksnosti, negotovosti. Raziskujemo na novo. Na fakulteti odpremo 3 laboratorije: finančnega, vedenjskega in trajnostnega. In potem še ena prelomnica. Umetna inteligenca iz znanstvene fantastike prestopi v vsak dan. Najprej jo uporabljamo skoraj sramežljivo za povzetke, za preverjanje idej. Potem ugotovimo, kaj vse zmore. V predavalnicah se dinamika spremeni. Učimo se, da konkurenčna prednost ni v dostopu do orodja, to imajo vsi. Temveč v tem, kdo zna postaviti pravo vprašanje, interpretirati rezultat in razumeti posledice. Paradoksalno nas prav umetna inteligenca vrne k temeljem. Novembra 2025 v Veliki dvorani zazveni misel našega gostujočega profesorja Adama Granta. Inteligenca ni v tem, da imamo prav. Inteligenca je v tem, da smo pripravljeni premisliti še enkrat. In morda je prav to največja moč moje fakultete. Tukaj smo. V sedanjosti. Odgovor, generiran z umetno inteligenco, pravi: v Sloveniji imamo razvito gospodarstvo in dosegamo dobre rezultate na področjih človeškega kapitala, zdravja in izobraževanja. Kazalniki kažejo na dobro kakovost življenja. Ja, in prav ima. Ampak ne zato, ker je prevzetno imenovana inteligenca. Še manj, ker je umetna. Ne. Temveč zato, ker zna res odlično zbrati in povezati informacije. A nečesa vendarle nima. Tistega, kar so imele in imajo generacije profesorjev, raziskovalcev, študentov in strokovnih sodelavcev ekonomske fakultete. Hrepenenja. Hrepenenja po lepšem, boljšem, izjemnem, presežnem. Ja,
še naprej potujte na krilih hrepenenja. Zaželim, zapuščam sivi svet vsakdanjosti. V sininah je moj dom brez težnosti in kot predihu sam meja ni več. Leteti mi je všeč. Drobna ptica, srce spomladi poleti, radostnega lica. Verjamem, da mladost lovi na krilih hrepenenja. Predajam se uživanju letenja. Vse neresnično je. Spuščeno diham spet svobode von. Zdaj vem, da bi lahko vse dala zanj. In čutim, da živim, kot si želim. In nič me ne ovira. In nič me ne ubija. Svobodna sem, brez spon. Sproščeno diham spet svobode von. Zdaj vem, da bi lahko vse dala zanj. In čutim, da živim, kot si želim. In nič me ne ovira. In nič me ne ubija. Svobodna sem, brez spon. Vizija je opredmeteno hrepenenje. Vi ste svojo vizijo postali bomo prva izbira v srednji in vzhodnji Evropi, utemeljili znanji in izkušnjami. Zato je vizija več kot načrt. Je odločitev, da ostanemo radovedni, ustvarjalni, odprti, odgovorni. Da znanosti ne razumemo samo kot zbirko odgovorov, temveč kot način razmišljanja, ki nam pomaga reševati izzive v svetu, ki se spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Študij na ekonomski fakulteti ni zgolj trdni temelj poklicne poti. Je trajna vez skozi vse ustvarjalno življenje, skozi vse preizkušnje in uspehe. Kot nam v svojem nagovoru sporoča predsednik alumni ekonomske fakultete, gospod Janez Škrabec. Častitljiva obletnica ekonomske fakultete
mi živo prikliče spomine na šolanje in vzdušje, s katerim sem se okužil na tej ustanovi in mi znova zbudi občutek povezanosti. Zame je ljubljanska ekonomska fakulteta več kot zgolj akademska ustanova. Je središče in mislišče, združuje mlado vedoželjnost z zrelostjo in znanjem, z analitično strogostjo, odprto presoja nove vpoglede. Odprtost, mobilnost znanja in globalna konkurenca ji narekujejo dinamiko, ki jo vnaša v slovensko okolje in v živo družbeno tkivo. Ekonomska fakulteta Ljubljanske univerze se ponaša s tradicijo, kakršne nima nobena druga pri nas. Tu so zrasle generacije strokovnjakov, z njimi je zraslo vse, na čemer temelji naša ekonomija. Naj bodo razmere in okolje naklonjeni tudi, ko bo ambiciozno soustvarjala našo prihodnost. Zaupajmo ji, da bo z umevanjem globalnih družbenih dinamik odlična vodnica skozi zapletene, poslovne in ekonomske izzive. Iskrene čestitke za pomembni jubilej. Naj njen akademski etos nikoli ne usahne. Ja, navdihujoče in izpolnjujoče za vse mlade, ki prihajajo. Da nadaljujejo pot, da se kot njihovi vzorniki ustvarjalno odzovejo na izzive časa. In prisluhnimo zdaj prihodnosti. Na oder vabim Anđelino Arsenijevič in Mateja Mjuška. Good evening, ladies and gentlemen. The world we're entering is complex. It is often divided and sometimes even ugly. Most of the time, it moves relentlessly fast, even for us. That is precisely why we need knowledge, courage, and collaboration. At this school, we have learned to think critically and question constructively. We aim to build global companies. We seek to spark ideas that transcend borders. We strive to deliver solutions that create real impact. Yet, we recognize a fundamental truth. Growth without responsibility is not a progress. So today, as we mark the 80th anniversary of the School of Economics and Business, we do not feel pressure. We see an opportunity. Naša generacija razume eno temeljno resnico. Prihodnost ni nekaj, kar se preprosto zgodi. Prihodnost je nekaj, kar zavestno soustvarjamo, z idejami, znanjem, pogumom in podjetnostjo. Verjamemo v gospodarstvo, ki je digitalno, globalno in trajnostno, a predvsem globoko človeško. Zato postajamo voditelji, ki znajo poslušati. Podjetniki, ki ustvarjajo trajno vrednost, in ekonomisti, ki razumejo, da za vsako številko stoji življenje. Ekonomska fakulteta nam daje več kot le znanje. Daje nam širino in samozavest. Mi smo tisti, ki bomo gradili ideje, ki danes še nimajo imena. Če so generacije pred nami zgradile to institucijo, je naša odgovornost, da zgradimo prihodnost, na katero bodo ponosni tudi tisti, ki prihajajo za nami. Igitur,
profesores, vivat academia, vivat profesores, vivat membrum quodlibet, vivat membra quellibet, semper sit in flore, semper sit in flore. Spoštovani gostje, hvala za čudovit večer. Tudi midva s Klemnom vam voščiva vse najboljše in vas seveda vabiva v predverje, da skupaj nazdravimo na svetlo prihodnost Ekonomske fakultete. Vsem srečno in lahko noč. Lahko noč.